Ne bi vas radi prestrašili, če vam bomo opisali naslednje znake. Vas pogosto in dalj časa boli trebuh, imate krče, imate drisko, krvavo blato, vam je slabo, hujšate, vas bolijo sklepi, ste nenehno utrujeni. V takih primerih, tudi če vas stare ena izmed opisanih težav, obiščete svojega zdravnika in mu razložite svoje stanje. Običajno pa takšne znake opisujejo ljudje, ki zbolijo za kronično vnetno črevesno boleznijo. Kronična vnetna črevesna bolezen s kratico KVČB je obolenje prebavil neznanega izvora, ki se pojavlja kot ulcerozni kolitis ali Kronova bolezen. Kronična vnetna bolezen črevesa je sicer redka bolezen v populaciji, a ljudje za njo zbolevajo mladi in jim prinaša veliko težav in zapletov skozi vse življenje. Kljub napredku medicine in farmacije še niso iznašli pravega zdravila, ki bi ozdravil to bolezen. V uporabi pa so že zdravila in metode, s katerimi zelo olajšajo posledice te kronične bolezni in takšni bolniki se lahko vključijo tudi v normalni tok življenja, seveda prilagojen njim. Bolezen poteka običajno kronično in njen nastanek nam je razkril dr. Ivan Ferkolj. Vzroka bolezni ne poznamo, zato pravzaprav zdravimo samo te težave, simptome te bolezni. Seveda bi bilo super, če bi vedeli, kaj je povzročilo, ker bi potem bilo zdravljenje ciljeno. Poskušamo v začetku zdraviti z tako osnovnimi zdravili, kot se imenuje aminosalicilati. Nažalost, samo nekakih 20-30% bolnikov odgovori na to zdravljenje. Zato potem posežemo po drugi stopni, to so pa že steroidi. To so pa že zdravila, ki so zelo učinkovita, ampak imajo nažalost zelo veliko resnih stranskih učinkov, tako da se jih poslužujemo pravzaprav samo za eno krajše obdobje. Ker tudi ta zdravila vsem ne pomagajo, ali pa zaradi teh hudih stranskih učinkov, gremo še na višji nivo. To so pa zdravila, ki že zavirajo imunski odziv. Se pravi, posegamo direktno v imunsko dogajanje in ta zdravila so pravzaprav dobro učinkovita, ampak imajo tudi spet stranske učinke, tako da jih skoraj polovica bolnikov ne prenaša ali pa niso učinkovita. S temi zdravili nekako pokrijemo, tako rečemo, okoli 80-90% bolnikov. Kakih 10-20% bolnikov je pa tistih najtežjih bolnikov. In ti bolniki so kandidati za ta nova biološka, kot rečemo, tarčna zdravila. Se pravi, tisti, ki niso se odzvali na standardno zdravljenje ali pa imajo zaradi tega zdravljenja hude stranske učinke. In takih bolnikov imamo trenutno v Sloveniji na področju gastroenterologije, trenutno zdravimo okoli 200 takih bolnikov. Dostopnost je pravzaprav enostavna. Vsak gastroenterolog potem, ko zdravi takega bolnika in ko pride do te faze, kot sem že rekel, da je odpoved standardnega zdravljenja, bolnika predstavi na 2 konzilijih. Imamo konzilij v Ljubljani in konzilij v Mariboru. Sestajamo se enkrat tedensko in na konziliju, tam se zbere 5-6 specialistov, ki se ukvarja samo prav s tem področjem, se odločimo, ali je bolnik primeren kandidat ali ni kandidat, ali je potrebna še kakšna posebna preiskava ali kako drugo zdravljenje in potem se tako odločimo in nadaljujemo z zdravljenjem. Trenutno smo lahko zelo zadovoljni, nimamo nobenih problemov finančnih z zdravili. Vsa zdravila, ki obstajajo v svetu, so nam dostopna in brez posebnih omejitev. Problem je v tem samo, da to niso čudežna zdravila in da tudi ta zdravila imajo seveda resne stranske učinke, ki so lahko zelo, zelo tudi hudi. Zato morajo biti kriteriji zelo strogi, da se ne bi teh učinkov preveč nabralo in bi bilo lahko za bolnika tudi usodno. Bolezen je približno tako kot avtoimune bolezni, poteka kronično, doživljenjsko, vendar se da na koncu, če ta zdravila odpovedo, pride tudi v poštev operativni poseg. In sicer pri ulceroznem kolitisu odstranimo celotno debelo črevo. Brez debelega črevesa se da živeti, to ni organ, ki bi bil nujno potreben in velika večina bolnikov po tem posegu je praktično zdrava.
To je pri ulceroznem kolitisu. Medtem ko Crohnova bolezen je veliko bolj komplicirana. Bolezen poteka lahko od ust, preko želodca, požiralnika, tanko, debelo črevo, skratka v vseh prebavilih, in tukaj pa ni možno kar tako odrezati recimo tanko črevo, brez katerega ne moreš živeti, ampak se potem operirajo pravzaprav samo komplikacije, to so zožitve in podobne stvari. Imamo okoli 4000 bolnikov v Sloveniji, tako, kar spadamo tako kot severna Italija, Avstrija, del Madžarske, približno tako kot zahodna Hrvaška, tako da smo uvrščeni nekje v ta del. Nažalost, obolevajo v glavnem mladi ljudje, pogostost močno narašča, tako da je to pravzaprav skrb, imamo že veliko tudi otrok zboli, tako da to kar postaja nekako problem. In tudi, če gledamo v bolnišnice, včasih je tu in tam kak bolnik s to boleznijo ležal, danes imamo pravzaprav 8-9% bolnikov v naših bolnišnicah, ki imajo kronično vnetno črevesno bolezen z zapleti. Torej, bolezen sorazmerno lahko odkriti, ni to neka taka posebna umetnost, seveda moraš na njo pomisliti, to je tisto. Predvsej težje pri otrocih, ker včasih ugotoviš še takrat, ko vidiš, da so recimo zaostanek v rasti. Tako da pri odraslih pa te bolečine v trebuhu, driske, kri v blatu, to pripelje bolnika hitro k zdravniku. Seveda vzrok ni znan, kot sem že omenil, ampak morda moderni način življenja, stres, obremenitve, morda prehrana, tudi genetski dejavniki so tu. Skratka, vse je odprto. Za zdravnike so na splošno kronični bolniki v njihovih ambulantah vedno izziv in trd oreh, če jim pravilno svetujejo, če jih pravilno usmerjajo, predpisujejo ustrezno zdravljenje in jim nudijo dovolj opore pri premagovanju težav, ki jih prinašajo kronični bolniki, še posebej bolniki s kronično črevesno boleznijo. Do prvega stika med bolnikom in zdravnikom pride v ambulanti družinskega zdravnika. O tem je spregovorila družinska zdravnica Tatjana Cvetko. Veste, kako je? Bolniki dostikrat pravzaprav imajo težave dlje časa. Velikokrat jih spremljajo skozi življenje, kakšne driske, kakšne krčevite bolečine, včasih bruhajo, pripisujejo to hrani ali kakšni driski, pa se pravzaprav niti ne zavedajo, da je to ena bolezen, ki poteka v prikriti obliki in traja, seveda dokaj jih neka neznosna stiska pravzaprav ne pripelje k zdravniku, ko je pa to odvajanje že ko hodijo 5krat na dan na blato, 8krat na dan na blato, ko jih to zelo moti v vsakdanjem življenju in naruši res kvaliteto življenja njih samih, pa tudi njihove družine. No, recimo, ko pa opazijo kri v blatu, takrat pa pravzaprav hitro pritečejo, ker rečejo, to pa res nekaj zelo hudo narobe. Ne opazijo pa pravzaprav, da so suhi, da se ne morejo porediti, shujšani, bledi, da nimajo apetita, da imajo en kup takih težav pravzaprav, ampak ljudje jih tudi okolica, ker jim to prikrade se počasi, jih niti ne opažajo teh sprememb, dokler ni ene take korenite spremembe, kri, takrat pa je treba iti zdravniku. No, tako je običajno po mojih izkušnjah. Te bolezni so pravzaprav res so redke v vsakdanjem življenju in dejansko tudi zdravniki jih mi se učimo o njih, ampak pravzaprav potem pa res tisto, kar vsak dan srečuješ, bolj poznaš kot pa take redke bolezni. Seveda, verjetno marsikaterega tudi mi spregledamo, ko pride, pa toži o težavah v trebuhu, skozi nekaj napenja, brbota, pa rečemo, pa probaj to, pa probaj ono, pa spremeni prehrano, pa mogoče se tudi že kaj kuha, pa ne vemo. Tako da v bistvu tudi mi smo pozorni na neko kri, seveda, ko je kri, je tudi pri nas alarm. Zdaj, če ti bolnik reče, da je zdaj zakrvavel, da je to verjetno pač se ti zvončki bolj oglašajo v smislu kakšnega rakavega obolenja, seveda, če pa nekdo reče, da že dlje časa opaža, da pogosto hodi na blato, da opaža sluz, da ima krče, no pa mogoče še nekdo v družini bolan, pa pravzaprav nas to že lahko usmerja tudi v neko kronično vnetno črevesno bolezen. Več, ko bomo govorili o njej v družinski medicini, več bomo znali in tudi bolniki bojo lažje prepoznali svoje simptome in bojo mogoče tudi sami že, ko bojo nekje nekaj prebrali, slišali, rekli, kaj pa, če bi mi še to pogledali. Tako se mi zdi, da počasi to sodelovanje med zdravniki in bolniki bo obrodilo sadove, da bojo bolniki lažje povedali
o svoji bolezni, zdravniki bomo pa tudi lažje razumeli, če nam bojo pripovedovali o težavah, ki mogoče niso ravno tipične in alarmantne. Pa bolnik sprejme diagnozo, ko mu poveste, da ima kronično črevesno bolezen in da je ta seveda pač kronična. Pravzaprav težko, veste, in traja dolgo časa, preden jo sprejme, zato ker prvič so to take težave, pravzaprav, ki se dotikajo takega intimnega doživljanja svojega telesa, vsakega bolnika, ne. Se pravi, nekako vsak človek ima svoj ritem, ne vem, odvajanja, uriniranja in tako, pravzaprav vsak to opravlja nekako zase, dokler je vse nekje v nekih normalnih mejah, ne. Seveda, če je to prepogosto, potem to že moti, ne, si predstavljate, ne vem, eno učiteljico, ki ima skozi neke driske, pa skozi teka, ne, težko opravlja svoje delo. In to je potem v bistvu že tisti moment, ko se mora nekam odpraviti, ne, da bi to razrešila, ne. Se pravi, vedno je nekaj povezano s človekom in z njegovim doživljanjem, ne, potem pa seveda ga napotiš na preiskave, ki so spet neprijetne. Velikokrat so ti tudi boleče, ne samo zaradi same preiskave, pravzaprav tudi zato, ker imajo v bistvu ranjeno črevesje, boleče, vneto in seveda tudi preiskava potem dostikrat boleča, ne. Tako da to so take neprijetno obdobje, strah jih je, ne vejo, kako bojo živeli, neka zdravila bojo dobili, ni lepo pravzaprav niti za tistega, ki je bolan, niti ne vem, za starše, če so to njihovi otroci, niti za partnerje. Tako, mislim, da je to kar bolezen res, ki mogoče vpliva kar na celo družino, ne samo na tega bolnika. Obstajajo temeljna zdravila, ki so nekatera tudi že zelo stara zdravila, s katerimi običajno tudi začnemo zdravljenje teh kroničnih vnetnih bolezni. In če ta zdravila včasih niso pomagala, ne, kot so recimo aminosalicilati, antibiotiki ali pa recimo steroidi, potem nismo imeli več nekih poti naprej in ti bolniki, malo jih je, ampak so bili zelo hudo prizadeti. No, zdaj z ero novih bioloških zdravil pa pravzaprav je tudi za te bolnike upanje, da ko pridobijo ta zdravila, sej tudi imajo pomemben glavni učinek, tudi nekaj stranskih učinkov, ampak ti ljudje dejansko res zaživijo na novo svoje življenje in bistveno se jim spremeni kvaliteta življenja, ki verjetno poplača vse tiste denarje, za katere, ki jih damo za ta zdravila. V družbi niti ne poznamo teh bolnikov, dokler ga nimamo mogoče nekoga ali v svoji družini ali pa v svoji soseščini, ne. Šele takrat pravzaprav, ko vidimo, kakšno je to življenje, kako pravzaprav se mora prilagajati, ne, svojemu okolju, mogoče sploh razumemo, koliko energije vlagajo ti ljudje v tako vsakdanje življenje, ne, da lahko hodijo v službo. Jaz se spomnim bolnice, ki je imela težave s črevesjem in zato, ker je pogosto odvajala, je šla lačna v službo. Ob 5 zjutraj je jedla zajtrk, da je že šla na WC, preden je šla v službo. Ne, in je bila potem lačna, ker čim bi nekaj pojedla, bi bilo spet narobe. To so take stvari, ki si jih pravzaprav ne predstavljamo, da ti ob 12 moraš biti lačen, da lahko delaš, ne, se ne moreš delati, ne. Enako s to akcijo o javnih straniščih pravzaprav opozarja društvo na zelo pomembno entiteto, da je pravzaprav WC ena taka osnovna dobrina, ki je dobra za vsakega človeka, ne, mladega, starega, za otroke, za nonice, ne, ampak da je pa zelo pomembna prav za bolnike s kronično črevesno boleznijo, da lahko v miru grejo na WC in če imajo neko potrebo, to tudi lahko spodobno odpravijo, ne, da ne grejo doma ravno zaradi tega, ker so bolani. Jaz imam splošno ambulanto in moram reči, da spremljam zdaj bolnike od tistih mladih let, se pravi, ko pridejo tam po 20. letu, ne, se pravi od takih mladih fantov, ki so bili hribolazci, pa so si pol ustvarjali družino z vsemi driskami bogimi, ki so jih imeli, ne, pa pravzaprav zadnja bolnica je zbolela, je imela, mislim, da 64 let, se pravi vseh starosti so. Je pa res, da so to bolniki, sploh tisti, ki imajo resnejši potek bolezni, pogostejše zagone, dejansko res nekako jih kar posvojiš in čutiš z njimi in se z njimi in veseliš njihovih veselih dogodkov, ne, in tudi pravzaprav trpiš z njimi, ko prihaja do zagona bolezni in ko se poslabša in seveda z njimi upaš na najboljše.
Bolezen nikoli ne izbira med ljudmi, koga bo ali koga ne bo prizadela. Tudi družinski zdravnik Dušan Baraga je med tistimi, ki ga je kronična črevesna bolezen proti njegovi volji izbrala. Ja, res je, jaz sem zbolel že kot študent v 3. letniku medicine. Kljub temu, da sem študiral medicine, praktično bolezen nisem poznal in niti nisem vedel, kaj to je in niti nisem vedel, kaj me čaka. Potem seveda prejel zdravila in se je stvar umirila, nekako dokončal študij, tudi začel delati. Ampak seveda zmeraj so se težave ponavljale, vračale, pa je bilo boljši, pa je bilo slabši. In včasih je bilo seveda precej hudo in do nekaj let nazaj praktično ni bilo kakšnih učinkovitih zdravil. Potem so se začela množično oziroma malo bolj, kako bi rekel, bolj pogosto uporabljati imunosupresivi, kar je dobršnemu delu bolnikov precej izboljšalo njihovo kvaliteto življenja, ne? Ker pri tej bolezni je kvaliteta življenja precej zmanjšana. Namreč ne moreš se normalno socialno udeleževati, ne moreš iti v družbo, ne moreš opravljati poklica tako, kot bi bilo dobro. In to ima posledice tako na psihi, kot na finančnem stanju, kot na celi podobi človeka, ne? Seveda potem pa ko tudi ta zdravila niso več pomagala, pa k sreči so prišla novejša biološka zdravila in se je bilo nekako lažje spoprijeti s tem. Je pa res, da ko zboliš za neko kronično boleznijo, v bistvu moraš kar precej spremeniti način življenja. Predvsem pri tej bolezni, pa verjetno tudi pri drugih imunskih boleznih, je značilno, da ta bolezen se zelo odziva na stres. Res, da študije tega niso pokazale, ampak praktično vsakega, ko vprašate, vam bo znal povedati, da je neki stresni dejavnik sprožil zagon bolezni ali pa poslabšal stanje. Zato se je nekako potrebno naučiti, kako se spoprijemati s stresom. Saj se ne moreš izogniti, stres je vsak dan kjerkoli, kamorkoli se obrneš. Ampak da se na pravi način spoprijmeš, da to ne vpliva preveč na tvoj organizem, potem pa gre nekako lažje. To je ena stvar in ko imaš neko tako bolezen, začneš res malo drugače ceniti zdravje in tudi življenje in potem pač izkoristiš tiste trenutke, ki so boljši. Predvsem je dobro, da opozori na neko kompleksno dogajanje. Ponavadi ne gre samo za prebavne težave, ponavadi gre še za kaj drugega. Ponavadi ima ali spremembe na koži, spremembe na sluznici, ali ima otečene sklepe, ali ima boleče sklepe. Skratka, bolezen ni bolezen črevesa, to je imunska bolezen in se sigurno težave pokaže tudi druge. In če samo pride zdravniku, pa prav večkrat ima drisko, pa ima trebuh boli, verjetno zdravnik ne bo toliko pozoren. Če pa bo opisal vse, kar se mu dogaja, seveda je za to potreben čas, ne, v ambulanti, potem pa bo zdravnik lahko posumil, da pa to ni samo občasno ponavljanje neke akutne bolezni, ampak da gre tudi za neko kronično stvar. Kako pa okolica sprejme človeka s to boleznijo? Jaz mislim, da je to precej različno, odvisno, kako sam sebe sprejmeš, ker če se čutiš kot bolnik, potem seveda je okolica tudi na tak način reagira. Če pa si pač nekdo, ki ima neko bolezen, ne bolnik, ampak oseba, ki ima bolezen, potem pa ni problema. In vi, kako ste se vključili s to boleznijo? Ja, moram reči, da pač seveda takrat, ko so bili hudi zagoni, je bilo težko, ampak ko pa so trenutki dobri, pa v bistvu živim normalno življenje. Seveda se je treba kakšni stvari tudi odreči, mogoče kakšni hrani, ki ne odgovarja, pa jo imaš rad, mogoče kakšni zabavi, ki bi bila preveč intenzivna, ali pa kakšnemu izletu v kakšne eksotične kraje, ampak drugače pa v glavnem lahko v bistvu nekako preživiš tudi lahko kvalitetno življenje. Društvu sem se jaz v bistvu priključil, ustanovljeno je bilo že prej, predvsem zato, ker vem, da se bolniki zelo iščejo s to boleznijo, ne dobijo zadosti informacij, ne dobijo kvalitetnih informacij, potrebuje stike z ljudmi, z osebami, z podobnimi težavami in zato jaz mislim, da je društvo zelo dobra oblika izobraževanja in tudi druženja. Bolniki s kronično vnetno črevesno boleznijo se ne predajo enostavno svoje bolezni. Želijo si izboljšati kakovost življenja
Ob zdravljenju še naprej živijo povsem normalno, aktivno življenje. Zato so ustanovili svoje društvo, v katerem je več povedala Mateja Sajer, predsednica društva za onkologijo. Društvo deluje v sekcijah in res trenutno delujemo v 7 regionalnih sekcijah. Lahko jih naštejem, to je Ljubljansko-gorenjska notranjska sekcija, Štajerska sekcija, Primorska sekcija, Celjsko-koroška, Goriška in Zasavsko-dolenjska sekcija. In pa v 3 vsebinskih sekcijah, ki delujejo na nacionalnem nivoju, to so otroška sekcija, mladinska in sekcija za avtoimuni hepatitis. Društvo je bilo ustanovljeno leto 2004. In je sprva združevalo obolele otroke in mladostnike, vendar so se leta 2005 že pridružile odrasle osebe. Takrat se je društvo tudi preimenovalo, začele so se ustanavljati prve sekcije in s tem smo delovanje društva približali na čisto lokalni nivo. Naše članstvo ni pogojeno s tem, da bi bili včlanjeni samo bolniki. V naše društvo so člani lahko vsakdo, vendar prvenstveno je namenjeno bolnikom s Crohnovo boleznijo in ulceroznim kolitisom. V društvu izvajamo posebne socialne programe in sicer 7 sklopov posebnih socialnih programov. Pri vseh teh socialnih programih se trudimo, da izboljšamo kvaliteto življenja oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo. Prvo tak posebni socialni program, ki ga izvajamo, je vključevanje oseb v normalno življenje, potem ohranjevanje zdravja, pri tem gre za rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih oseb, potem imamo informativno in založniško dejavnost, izdajamo svoje glasilo, imamo svojo spletno stran, potem organiziramo predavanje, delavnice, seminarje, promoviramo bolezen na nek način v javnosti, se trudimo z zloženkami, z oddajami televizijskimi, zato ker bolezen je še zelo nepoznana. Jaz mislim, da je razumevanje družbe še vedno slabo. Gre za to, da je vedno težko govoriti o nečem, o nekom, ki ima driske, ki ima bolečine v trebuhu, to je še vedno tabu. In velikokrat se srečamo, ko naši člani, ki so zaposleni in v svojem delovnem okolju naletijo na težave. Gre za težave, ko ne morejo zapustiti svojega delovnega mesta, ne morejo do WC-jev, v bistvu gre še vedno za nerazumevanje bolezni. Več ali manj si morajo vse svoje pravice zboriti. Naši člani, mi se tudi pri tem prvem socialnem programu zelo trudimo pomagati in pridobivati statuse. Gre za status dolgotrajno bolnega otroka in za status invalida. Okolikor ima oseba status invalida, to pomeni, da mogoče dela na polovičnem delovniku, da ima svoje posebne specifike in zahteve, v tem primeru potem ima svoje pravice. Ampak da do tega pride je vedno zelo dolgo.